Spot obljubljeno o kolesarstvu, na taki dan, ko se marsikdo ne bo vozil, se pa lahko o tem menimo. Z nami v tem studiu podpredsednik torej kolesarskega kluba Brnik in pa seveda kolesarski trener Damjan Zemljič. Dobro jutro, Damjan. Dobro jutro. Dobro jutro. Smo z biciklom danes? Ne. Ne, je tako vreme. Ne? Ja. Mislim, tako vreme je ok, ampak samo če te vmes vlovi, verjetno. Ne? Čeprav tisti zagriženi se ne... Ja, če te vmes vlovi, če ne štartaš v takem vremenu, če te vlovi, je ok. Ja. Ja. Drugače pa pač vsaj rekreativni, pač je fajn, da razmišljate malo širše, ne? Čeprav je to tudi včasih težko, ker znajo biti rekreativci, to je zanimiv fenomen, dosti bolj zagriženi kot profesionalni kolesarji. To je res, ja. Zakaj je to ravno pri kolesarstvu tak? Mogoče zato, ker je na prvo žogo zgleda to vse precej enostavno, Ja. In vsak ima občutek, da bi to lahko, ne? Da samo treba se malo bolj potruditi. Ja, ampak jasno je drugače. Zdaj preden gremo na ta osnovni namen, zakaj smo tu, in to je 47. maraton okoli Pohorja, ki bo to nedeljo in je najpriljubljenejša in največja kolesarska prireditev v našem koncu Slovenije, na katero smo seveda vsi ponosni. Vemo, da je pravi boom, kar se kolesarstva tiče v Sloveniji, sploh v zadnjih 5-6 letih, sploh po koroni, pa tudi mogoče že nekoliko prej, sploh pa najbolj, ko smo začeli tudi na mednarodni ali na najvišji ravni dosegati vrhunske rezultate. Najprej seveda take res odmevne Roglič, na to pa najboljši kolesar verjetno vseh časov, tako je tudi Eddy Merckx rekel, Tadej Pogačar. Ja. To je verjetno kar dober motivator, ne? Ja, seveda, to je zdaj ogromen motivator, ampak jaz bi vseeno omenil, da recimo moja prva udeležba na maratonu okrog Pohorja je bila leta 1988. Wow. In že takrat je to bilo zelo, zelo množično. Bi si upal trditi, da so takrat bile še, recimo zdaj v primerjavi z našimi zadnjimi leti, bilo še to bolj množično. Aha. Ne? Tako da tradicija obstaja že prej. Enostavno so mogoče manjkali športni rezultati, ampak tradicija pa je že bila prej. Ja, absolutno smo od nekdaj radi se z bicikli vozili tukaj, ampak zdaj je res, kako se je to spremenilo, recimo jaz si še par let nazaj nisem znal predstavljati, da bi dejansko dnevno spremljal te velike 3-tedenske dirke, Tour, pa Giro, pa Vuelto in to, zdaj pa to postaja nekako normalno in to je super, da je na tak način kolesarstvo zraslo. Ne nazadnje bomo imeli v Sloveniji tudi Evropsko prvenstvo. Ja, to je velika stvar, ne? Danes je vse skupaj bistveno boljše medijsko podprto. To je ta velika razlika. Ne? Ker včasih se recimo o Touru smo slišali samo posredno, ne? In še bili zelo ponosni, če kateri od naših kolesarjev sploh prišel skozi. Ja, da je končal. Wow. Ja, res je. Vemo, včasih so se na Turu tudi vmes švinglali, pa se z vlakom vozili, ampak pustimo. Tudi, dobro. To je bilo bolj v začetni fazi. Ja. In zdaj, seveda, ko marsikateri, morda tudi mlajši kolesarski nadobudnejši razmišlja, jaz pa bi. Vemo, da je to zagotovo eden od najbolj garaških športov, ki so. Je, zelo zahteven je, ampak morate pa razumeti, da z dobro pripravo je vse to skupaj deluje precej drugače. Seveda, ti greš do nekih svojih limitov, ampak skozi ta proces treninga pa tudi svojo sposobnost regeneracije bistveno izboljšaš. Aha, ok, in potem to vse skupaj, kar se nam zdi nemogoče, tem občasnim kolesarjem je na neki točki veliko lažje. In zdaj, kako imate pri Braniku, vemo, da se tudi tu razvijamo in prav je tako za najmlajše kolesarje. In kdaj bomo recimo se pogovarjali, da pa je iz našega mariborskega kluba prišel zmagovalec, etapni zmagovalec recimo kakega Grand Toura? V redu, gremo postopoma. No? Ja. Ampak recimo zdaj, to bi že bilo skoraj res tombola, skoraj bi že presenetili, pa bi imeli državnega prvaka zdaj v kategoriji B, dečkov. Ne? Ni dosti manjkalo. Tako da reči, se pogovorimo o tem, da moramo recimo nekako uteči ta sistem delovanja kluba na najnižjem nivoju, da vemo ustvariti neke kvalitetne tekmovalce do recimo
mlajših mladincev, Potem pa dalje, pa ne, je potem spet druga zgodba. Okay, ampak delamo na tem in zdaj kakaj je pot, recimo čisto tak, zdaj ta trenutek poslušam morda kakšna mamica, kakšna ati, ki si misli, jaz pa bi pa dal, da probajmo, kako to zgleda, recimo kakaj je ta pot. Jaz jim predlagam, da enostavno, da pogledajo našo spletno stran, tam imamo formo za prijaviti se, torej se registrirajo, dajo osnovne podatke o otroku in mi ga povabimo potem v prvi priložnosti na en skupen trening, da sploh vidijo, ali je to všeč ali mu ni všeč, ker te najmlajše imamo radi v nekem kontroliranem okolju. Ja, absolutno, ja. Tako da ne gremo z njimi takoj na cesto. In potem, seveda, če je otroku to všeč, pa je nam tudi v interesu pri teh mladih, da potem ga tudi čim prej damo, vržemo tudi v vodo, da gre čim prej na tekme, zato da to dobijo ta občutek, kaj to je. Okay. Seveda, trenažni proces je obvezen, ampak ta občutek še, ker tega ne moremo mi na samem treningu nikoli prav doseči. Ja, res je, ko je dirka, ko gre za res. Ja. Mislim, ker je tako fenomenalno, ko gledaš, mislim, jaz včasih kar mižim, ko ta peloton ga žge in ga oni, ne vem, kurijo 60 na uro, pa so milimetri med kolesi. Ja. Sej to je ravno ta aspekt tega cestnega kolesarstva, da se navadiš gibanja, biti v pelotonu, se počutiti dovolj sigurno v njem, ker poznam kolesarje, ki samo dejstvo, da je notri v pelotonu, ima puls za 160, pa ne dela nič. Ja. Je tak strah. Je kar zahtevno, ampak se da naučiti absolutno. Ni neki pogoj, da mora se znati po zadnji peljati, pa to ne. Ne, ni pogoj. Je pa zaželjeno, da čim bolje obvlada. No ja, to pa seveda je osnova. Ok, preden gremo na kolesarski maraton okoli Pohorja, pa ena kratka pauzica, pa spet z biciklom. O kolesarstvu govorimo, jasno, da to nedeljo 47. kolesarski maraton okoli Pohorja, podpredsednik kolesarskega kluba Brnik in trener Damjan Zemljič, vedno tukaj. Dobro jutro, še enkrat. Dobro jutro. Damjan, zdaj v nedeljo greste na Sens, okoli? Kaj bo ima? Jaz žal ne, bi z veseljem bi šel okrog, ampak žal pač imam druge obveznosti, grem z otroci na državno prvenstvo v kronometru v Tropovcih. Ok, tako da žal, torej tokrat bolj trenerska vloga kot pa. Pa dobro, se tudi, ampak je pa seveda število prijav in še enkrat več, boste zagotovo zadovoljni. Kaj bo letos morda kaj drugače, oziroma po čem se letošnji razlikuje od preteklih? Ja, letos bo glavna razlika je še ta, da bomo imeli mobilno zaporo tudi na krajši progi, torej OTP Banka, torej na 70 km, tada vljudno vabljeni in mislim, da bo velik užitek se peljati po krajši v mobilni zapori. Kaj to točno pomeni, če kdo ne ve, mobilna zapora? Mobilna zapora pomeni, da imamo v tej prednji skupini kolesarjev jim zagotavlja varnost in torej prosto pot policija in potem en klubski avto spredaj. Z klubskega avta spredaj bomo tudi delili vodo na željo kolesarjev in pa potem za zaporo, ki bo trajala recimo 15 do 30 minut. Pa metla, ne? Ne, ni metla, ampak takrat se pa potem udeleženci vozijo po cestno-prometnih predpisih. Ok, tam vmes pa lahko tudi malo pritisnejo. Vmes pa lahko tudi pritisnejo. Oziroma probajo zdržati s tistimi, ki bodo pritiskali. Ker pritiskali pa bojo, ne? Torej, kot smo rekli, je to ena od najbolj legendarnih prireditev. Letos je drugače tudi, kar se štarta tiče. Ja, letos se štarta na severni strani Ljudskega vrta, na Mladinski ulici. Potem se spustimo po Štorosmerjevi, gremo proti Tržnici in potem po Nasipni ulici navzdol proti Lentu. Iz Lenta pa potem mimo Narodnega doma, gor na Titov most, to še bo vse. Vožnja v zapori, kjer bomo skrbeli, da še ni nekega štarta. Ja, to je pač tisti mehki štart. Zato, da je skupina čim bolj homogena, da so skupaj. In potem pa na traso, ja.
Oba štarta bosta z zamikom, torej najprej gre skupina za veliko traso, torej Energija Plus, in čez 5 minut pa drugi. Mogoče še to prej nisem povedal, še ena manjša razlika za tiste, ki so zelo navdahnjeni dirkaško, ne bo obveznega postanka v Mislinji. Ok, tako da letos se pa rekordi delajo, ne? Letos pa bojo lahko niko grejo, ne? Da je, ker res vidiš, ne? Kar je zanimivo, tudi zdaj kolesarska oblačila morajo biti tesna zaradi aerodinamike, verjetno, ne? Je pa res problem, ker ko pogledamo rekreativne kolesarje, enim bolj paše kot drugim. No, ampak ja, hvala Bogu. Aerodinamično. Ja, ok, super, tako da jaz verjamem, da bo to še en genijalen maraton in da bo seveda vse skupaj teklo tako, kot ste si zamislili. Zdaj, ko korakamo proti jubilejnemu 50-emu, ne, par leče pa bo tu, takrat verjamem, da bo tudi kaj posebnega. Zdaj, Damjan, hvala lepa za obisk danes tukaj, vse dobro pri izvedbi, pri tekmovanjih in pa pri tem, da tako lepo skrbite za male kolesarske talente. Hvala za povabilo.